Ja, prosim. Ja, jaz sem. Dober dan. Na dvorišču? Samo malo. Evo, takoj, da vidim. Vidim vas, ja, vidim vas. Minuta pa sem doli. Ok, hvala, čau, adijo. Ja, servus. Veš kaj, vem, da smo zmenjena, samo danes bo problem. Ja, danes imam čas samo za eno drugo stvar. Zdravo, dober dan. Res sem vesel, da si vzel čas, da ti lahko pokažem naše mesto. Jaz sem ful vesel, da sem Mariborčan. To je nekaj najboljšega, kar se ti lahko v rojstvu zgodi. V mestu se zaljubiš, tako se zaljubiš v naše lepe punce. To je vijolično mesto. Tu živimo za fuzbal. Danes ti bom v praksi pokazal, kako to izgleda. Tega še nisi videl. To moraš občutiti, doživeti. Viš malega, fuzbalska žoga pod roko. Tak je to pri nas. Jaz sem prvič žogo brcnil, ko še niti prav hoditi nisem znal. Foter pa me je na prvo tekmo peljal, ko še nisem imel 5 let. Ta ljubezen se prenaša z generacijo v generacijo. Pa saj tako veš, tebe je tudi sigurno foter na prvo tekmo peljal. Se ve, kaj je nogomet v Mariboru. V Mariboru je nogomet isto, tradicija, življenje, ne? Saj vidiš, koliko malih otrok se zgleduje po nam in smo nek vzor tem otrokom, ne samo otrokom, tudi najstnikom, starejšim, ne? Kajti na ulicah srečuješ ljudi, ki bi se radi slikali s tabo, ki bi ti radi samo roko dali. Ko sem začel hoditi v nižjo gimnazijo leta 1951 v Maribor, sem, če se je dalo, že šel na današnji prostor, takrat je bil to Branik ali kaj, gledati nekatere tekme. Nisem se kaj dosti spoznal, vedel sem, kdo igra proti komu, pa da se pol času menjajo strani, ampak bolj me je vleklo, da vidim, tako neko čarobno sem v tem videl. Na levem bregu, če je kdo rekel, da gre na železničar, je bilo to groza. Mislim, v tem smislu. Branik je obstajal, za Branik smo samo tu hodili, ker je bilo blizu, niti razmišljal nisi, da bi šel čez Dravo in da bi se vpisal v NK železničar ali kakorkoli. Imel sem to priložnost tudi, da sem bil zelo blizu doma, blizu stadiona, se pravi praktično neposreden stik z vsem, kar je NK Maribor. In jasno je, da nogometni stadion je bil neko naše središče druženja. Vsi mi se zelo radi spominjamo naše mladosti, ampak če imamo takšen klub kot NK Maribor okoli nas, se pravi, da je to naša pozornost, naše središče, je to toliko bolj lepo otroštvo. Zato, ker sem s Krekove, ne. Tu zdaj pa res ni bilo treba kaj dosti nikoli vse meni filozofirati. Rojen, Mariborčan, Meščanar, Krekova 26, 9. nadstropje, ko si pogledal skozi okno direktno na Ljudski vrt, ne. In se pravim, dejansko otrok Maribora, ne samo NK Maribora, ampak celega mesta.
Greš še krat futbol zraven? Ni šans, odbojko greva. Jaz tudi. Greš ti z nami? Ne. Jaz grem. Mi dva volimo. Pa zakaj spet vi dva? Kaj pa če bi jaz danes? Ti si punco. Ja in? Ne zato, no, mi dva pač najboljše igramo. Ja. Okej, no. Par ali dispar? Par. Razpar, či? Dispar. Robi. To! Ris. Sandro. Boško. Kevin. Maja. Kaj pa jaz? Ti si lahko rezerva pri nas. Grem na koš metat. Mi imamo Maribor. Čeprav jaz se nimam pri Mariboru. Hvala smo mi Maribor. Jaz sem prvi rekel, kaj bi rad. Ne ti meni govoriti, mi smo. Joj, pol pač noben ne bo Maribor. Kaj pa če bi bil Maribor tisti, ki zmaga? Pa smo to itak mi. Me zanima, ja. Najprej moramo špilati. Tisti, ki izgoji, pa tako vemo, kdo je. Kaj pa drese? To je vseeno, tako smo, ko smo. Zdaj pa gremo špilati, da naprej tema. Gola poslavimo. Danes je vse drugače. Polovica jih laufa okoli v vijoličnih dresih. Ko sem jaz bil njihovih let, niti sanjati nisem upal, da bi imel taki dres. Igralci so imeli največ enega, 2 kompleta. Ni šans, da priješ do tega dresa. Ko smo odraščali, je imel samo en žogo. Zgodilo se je to, razumeš, da on za ekipo vedno hotel igrati, ki je zmagovala. Če tega ni bilo, razumeš, jo žogo odnesem, potem smo bili zopet cel popoldan brez žoge. In Ljudski vrt je bil blizu, skozi park. In tam smo bolj videli, koliko znamo, koliko ne znamo. Da vidimo, da so še spretnejši, da so boljši. In to je bilo učenje. Seveda, jaz takrat, ko sem se rodil, vse kot te kdorkoli pač držal na rokah, si pač z 9. nadstropja, jaz sem rekel, gledal dol, ne, ti si videl tribuno, kak nastaja, ti si videl topole, tiste stare, ne, ti si videl pomožno igrišče, ti si videl basket na desni, ne, ker sem se spustil z liftom dol, preko ceste sem bil v Ljudskem vrtu, v bistvu, ne, in takrat je bilo samo vprašanje, ali na eno stran na basket, ali pa v fuzbal, ne. Naj gre z menoj, pa čeprav samo še nocoj, tam na moj. Zanimivo je bilo, to so zanimivi začetki. Včasih je bila stara luknja še ob stadionu, kjer smo mi mladi dosti brcali žogo. Takrat v tistem trenutku pač so trenerji Maribora bili zelo pozorni na vse mladeniče, ki so okoli stadiona in po šolah, ki bi lahko bili neki potencial za nogometno šolo NK Maribora, tako se tudi meni zgodilo. Veš, kak je mogel biti Toto Blaznik pogum, ko je takrat vijolične drese v Maribor pripeljal? V času klasičnih nogometnih barv, rdeče, bela, modra, črno-bela. Človek je bil vizionar. Vedel je, da so naša srca vijolična. Jaz sem našel neko revijo italijansko, kjer je bila Fiorentina na sliki. Fiorentina je bila pa vijoličasta. Zgodba, kako je nastala vijolična barva, ne, to poznajo vsi. Blaznik je to fantastično povezal tudi s svojimi možnostmi. Zdaj, dresi so bili peč že rabljeni, ne, se niso dali tako egzaktno pobarvati in smo mi, ko smo prvo tekmo igrali v njih, smo bili po tekmi tudi vijoličasti. Vijolična sama, po moje, je taka močna barva, ne, in se ti zažre pod kožo nekako. Težko je to opisati, ne, to lahko samo doživiš, ne. Vsak Mariborčan in okolica ve, kaj ta barva sploh pomeni, ne. Ne, ko pa je prišla vijoličasta barva, to je bila pa borba, koga bojo poklicali, kdo bo lahko igral z vijoličasto barvo. Klančnik. Borili se bomo vsi, tako da kdo bo igral v timu, da pač čim večji uspeh dosežemo v prvi ligi. Čeprav v začetku je ni bilo, zato ker ni bilo blaga
in niso niti napravili, mi smo delali v črtastih dresih, tako kot Partizanova, tako je bila naša, ampak malo vijoličasta, malo bela. Ne. V Mariboru vsi igramo nogomet. In čeprav je najlepše zabiti gol, so nas učili, da je enako pomembno podati za gol. Ali pa štart v obrambi, parada golmana. Fuzbola ne moreš špilati sam. Imaš 11 igralcev pred sabo, ki morajo biti zloženi tako kot treba, kajti zdaj je tudi nogometna igra tako hitra, ker če taktična postavitev ni na nivoju, pol pušča. Treba vseeno zdržati do 95. minute, da daš priložnost soigralcu, da da gol tako kot napadalec, ko da gol, da meni priložnost, da ohranim mrežo nedotaknjeno ali pa v bistvu, da ohranimo to vodstvo, ki nas pelje do rezultata. Tudi na tribuni smo pred tekmo vsi pametni, vsi trenerji. Ko pa se tekma enkrat začne, pa smo kot eno. Ne rajš biti nogometni navdušenec, da bi to začutil. To te dvigne, vse se trese, preprosto nese te, vse gori, glasno je. V Mariboru znamo stopiti skupaj, ko začutimo. In potem vedno zmagamo. Marsikdaj se kdo vpraša, kako Maribor ne more premagati, ne vem, Radomlje. Sem pa pozabil vprašati, kako pa Maribor lahko Chelsea ne zgubi, pa Sporting, pa Celtic. Se pravi, to je čar tega športa. 11-11 je vse mogoče. Ko gledaš tekme Maribora, so tudi navijači ti, ki so strogi do zakaj ne. Vedno ti vseeno ne gre, ne? Da bi vsako tekmo moral zmagati kakorkoli. Ta nihanja obstaja, oziroma boš 5 tekem zaporedoma dobil, eno boš zgubil in potem je že halo. Zakaj? Če pa življenje teče naprej. Tudi če zmagamo, nekateri pridejo zato, da bi stalno nergali. Reče, ja smo res zmagali 2-1, ampak Parglič, kaj ne vidiš, igre pa ni. Pa niti ne vem, kaj si on predstavlja kot igro in ga že 20 let, tudi kakega pametnega človeka. Slišim tarnat, vse imamo, igre pa nimamo. Nismo ulizice, ne, ali pa nočemo ugajati včasih. Mi prej raje šimfamo, kot da bi ugajali, ne, in to je tisti tač, to je tisti mestni, mariborski tač. Te zadeve so meni všeč. Jaz rad berem ali pa poslušam o Mariboru, ne. Ko se postavimo zase, takrat pa smo tisti ta pravi, ne. Takrat pa ni čudno, če so Turki se nas ognili, ne. Svinjano mesto ob svinjani reki, življenje čisto, kam si šlo, oj, kje si? Življenje čisto, oj, kje si? Reka puna glora, simbol je Maribora in lup je puni smoga, med folkom razsaja droga. Oj, Maribor veseli. Tovariš Šimunič, Maribor je večkrat že poskušal priti v prvo ligo, imel je tudi večkrat dobro ekipo. Kaj pa mislite, da je vzrok, da se je letos tako zgodaj in s tako velikim naskokom uvrstil med najboljše jugoslovanske nogometne klube? Da, točno je da je Maribor imao niz navrata priliku da dođe i ranije u prvu saveznu ligu. Međutim, naš plan koji je bio postavljen baš u ovoj godini 66-67, da u tom razdoblju Maribor osvoji prvo mjesto i kako vidimo taj naš plan kojeg smo prvi puta postavili i ostvaren. Leteli smo visoko, bili smo prvaki Slovenske lige takratne, pa
drugo ligo smo osvojili brez poraza, eno tekmo smo izgubili v Varteksu. Je potem nastala prva liga, ki je trajala 5 let. Ja, nedeljo, ko je bil fuzbal, takrat se je mesto ustavilo. Mesto se je ustavilo. Takrat se je pravzaprav začelo v ponedeljek, ko si prečital športske, kak je pač bilo za vikend, potem se je začelo pripravljati že za naslednjo nedeljo. In ravno zadnji sem srečal Frančka Javka. Mislim, to so bile take legendarni prenosi, to ni bilo, to je bil dogodek, to ni bilo zdaj pač ena tekma, pa malo poslušaš, pa za milijon kanali pač šaltaš, tako da več sam ne veš, a gledaš turško prvenstvo, a gledaš z Hongkonga, ali gledaš pa Ligo 5. Takrat je bilo to. Takrat nedeljsko popoldan, avizo, ko se je začel avizo, prenosov prve lige, takrat se je vedelo, zakaj gre. Vedeti moramo, da je Maribor nastopal takrat v prvi zvezni ligi Jugoslavije. Jugoslavija je bila leta 1968 druga na Evropskem prvenstvu v Rimu. V Mariboru smo premagali Partizana 4:1. Smo igrali neodločeno z Hajdukom, Dinamom, Zvezdo in tako naprej. To so bile ekipe z najboljšimi nogometaši sveta tistega časa. Glej to, Maribor je lepo mesto. In to mesto je bilo pred klubom. Čar v bistvu delajo ne kot samo mesto Maribor, ampak ljudje, ki tu živijo. In kako to povezano z nogometom se prenese na stadion, potem v mesto. In ko sem začel spoznavati mesto kot Maribor, ti enostavno priraste k srcu. Ko mi nekdo reče, vi tu imate tak samo fuzbal, odgovor vedno nosim v sebi. Res je, da si v Mariboru težko predstavljamo življenje brez nogometa, ampak tu imamo vse. To je strast. Strast. Lokal patriotizem lahko tudi obrnete v svoj prid in Maribor ga definitivno lahko, ljudje ga lahko. Enostavno vsak kotiček Maribora je nekaj posebnega. Za nas vse Mariborčane sem prepričan, to je naše mesto z vsemi svojimi posebnostmi, pozitivnimi in manj pozitivnimi, ampak to je naše mesto, ki imamo najraje in sem prepričan, da vsak Mariborčan misli in ve in čuti, da je to najlepše mesto na svetu. Tu se skoraj vsi poznamo med sabo. Glej te ljudi. Kje najdeš tak odprte, prijazne, posebne ljudi, ki so ponosni na vsak kvadrat tega mesta? Pa kak ni srečen, če 11.11. 20.000 ljudi bo samo na trgu. Mi nismo srečni, če nam nekdo nekaj vsiljuje. Ko smo bili lahko mi, potem se pa pokaže tista emocija, potem pa se pokaže tista čustva. Jaz nočem, da bi bili mi Mariborčani drugačni od nekoga drugega, da bi bili ali manj ali pa bolj pomembni, ali manj, kulturni ali pa bolj. Jaz bi samo rad, da nam pustijo to našo avtentičnost, to pečat mesta. Dobrodošli v kraj, kjer se drži obljuba, kjer je moja čast znotraj enega kluba, kjer sta v ospredju borba in ponos pred slabo. Stranjeg je posuta duše, gor držimo glavo, drža je pokončna in vsi smo na misiji. Vse to kljub
ustavljeni industriji, z dediščino tu živi se, ne samo tekmuje. Mesto je tranzitno, pa na poštni se praznuje, ne zatiska se oči dol, nič ne gre tu mimo. Veliki briljantni valček, tukaj se učimo in ko cela nacija nas hoče pelat ven iz teme, zgodovina nam je inspiracija, ne pa breme. Same številke, večne lokalne budilke, dvakrat zlato od Ilke. Ljudstvo v vseh kotih, temne ulice po noči, če srce je tukaj, nič od tega te ne loči. In ko mesto kliče, stopimo skup vedno vsi. Zgodba majstra je v nas, zato smo vedno v prednosti. Halo. Veš, to je ta mariborski ponos. Mesto in klub sta nerazložljiva. In ni ga, ki bi to poskušal ločiti. Ne, začutiš. To prepadne začutiš in to ti je noben, da bi ti nekdo rekel, razumeš, zakaj pa zdaj ti za Maribor navijaš? Bodi tiho, jaz sem Mariborčan in Mariborčan bom navijal. Več je teh stvari, ki nas je pač naredilo takšni, kot smo. Duša mesta, duša nekega karakterja, nekega temperamenta, včasih pozitivnih, nažalost včasih tudi, kar je človeško v negativni smeri, ampak bodi takšen kot si, pokaži se takšen kot si, ne pa išči zdaj nekih globoko umnih misli. Zdaj malo preveč filozofiram. Ko je šlo klubu slabo, je bilo mesto vedno zadaj kot varovalka. Klub pa je to vračal. Nikoli ne rečemo ne. Naredimo pa en za drugega vse. Mislim, da je Maribor drugačno mesto. Ne poznam v gledališkem svetu na Borštnikovem srečanju človeka, ki ne bi rekel, mater, kako fino mesto. Dobrodošli v kraj, kjer se drži obljuba, kjer je moja čast znotraj enega kluba, kjer sta v ospredju borba in ponos pred slavo. Stranje je posota tuše, gor držimo glavo, drža je pokončna in vsi smo na misiji. Vse to kljub ustavljeni industriji, z dediščino tu živi se, ne samo tekmuje. Mesto je tranzitno, pa na poštni se praznuje, ne zatiska se oči dol, nič ne gre tu mimo. Veliki briljantni valček, tukaj se učimo. In ko cela nacija nas hoče pelat ven iz teme, zgodovina nam je inspiracija, ne pa breme. Medalje od Katje, Filipa, Roka, same številke, večne lokalne budilke, dvakrat zlato od Ilke. Ljudstvo v vseh kotih, temne ulice po noči, če srce je tukaj, nič od tega te ne loči. In ko mesto kliče, stopimo skup vedno vsi. Zgodba majstra je v nas, zato smo vedno v prednosti. Fulje večnih starih for, ki smo jih dali gor, tu smo pa zabijamo kot Filipovič. Dalibor, ko me vprašaš, če menjam, veš, da ne bi, grem stran, nosim te v sebi in če prijem kam sam, nikoli te ne pozabim in ko prijem kam drugam, vedno te predstavim, ko me vprašaš, če menjam. Malo smo hitra, imamo še čas za eno pijačo. Gremo. Vedelo se je, če je nedeljo Maribor zmagal, potem so se seveda fantje narisali, naslikali na Ezleku in pred Orlom seveda. Ko se je tekma zunaj izgubila, nismo šli na Ezlek, ker ta je bilo, nisi smel, no, ker so take navijači dobili, ne, zakaj, kako. Ko pa se je zmagalo, potem smo šli malo skozi Ezlek, ne, tam smo se dobivali. Dober dan, bomo zmagali danes? Valjda, saj veš, vedno zmagamo. Daj meni en mali macchiato, pa gospodu daj tukaj opil. Zdaj začutiš tudi, recimo, ko se sprehodiš po ulici, ko greš v trgovino, ko ti nekdo na vsakem koraku zaželi srečo, dajmo to stisniti, dajmo to zmagati in strani navijačev, ko ti pridejo včasih na trening, ti dajo podporo, zakurijo bakle, transparenti in Čuješ, Šalca? S čim smo si te zaslužili, da je gospod prišel v Maribor? Pa saj gospod ni prvič v Mariboru, veš? Pa kam bo glede fuzbala prišel, če ne k nam? Zdaj, ko si ravno tu, pomagaj mi razložiti, zakaj je vijolična ljubezen večna. Zakaj je večna? Mislim, tip, ko je fuzbalu tako dolgo, ne, načeloma razume
navijača, ne, oziroma ko se rodi z klubom in umre s klubom. Ne. Čuješ, ti si od vsega začetka zraven, ne? 2-3 tedne sem zamudil pravi začetek navijaške scene v Mariboru. To je bilo leta 89, takrat sem bil star nekje 13 let. Ne bi pa bil Maribor NK Maribor brez navijača. To pa ne. Vijolične barve za šampione Slovenije. In to ni nek... Vse so dosti tudi neumnosti naredili, ne. Vse so dosti tudi, se tudi plačalo, ampak mariborskega nogometa, uspehov vsega ne je bilo brez vijol. To pa, če do to mislim, ta se vara. Potem ni doživel, pravim, desnega eka stare tribune, juga, ne, in ni stal od spodaj ali na zeleni travi ali pa na lešo tam, takrat, ko še je bil. Ne. Jaz ljubim Maribor, jaz ljubim Pohorje, jaz ljubim ljudski vrt, ponos Slovenije. In ko se zberemo, vijole štajerske, takrat spet boje, se pesem ta. Vijolično je že celi Maribor, vijolično je že cela Štajerska, vijolično je že vsa Slovenija. Evo nas Evropa, ti boš naša vsa. Brez vijol tudi Maribor ne bi obstajal, ker drugače je to gledališka predstava, ne? Potem pa smo 8 let čakali, da smo bili prvaki, Beltinci. Beltinci, domača tekma, 14.000 ljudi, 110-120 bakl. Prvič sem bil odrasle moške jokat na stadionu, ne, tako da mravljinci glavnem, ne, zdaj, ko se pogovarjamo. Ne. Klub potem 500 hujših tekem, svetovno prvenstvo, ne vem, Champions League, pa osvajanje naslovov, takšnih in drugačnih. Meni še stalno tista tekma leži, ne. Meni še stalno tiste slike so mi žive, tisto se mi še kar zdaj premika vse skupaj, ne. Ja, od današnje tekme pričakujem zelo dobro igro Maribora, ampak če lahko napovem rezultat, je to samo 3-1 za Maribor. Kaj pričakujem? Zmago, nič drugega. Jaz osebno nisem imel te sreče, da sem sodeloval, bil sem pol leta tukaj, pol sem šel v tujino, ampak se spomnim, da sva takrat z Petrom Bikovskim bila na Japonskem in sva gledala te posnetke in sva bila v bistvu, jaz osebno sem se počutil del tega. V vsakem primeru je to en mejnik, ki se potem pokazal za ključnega, da je lahko Maribor vseeno tisti, kateri postane vodilni v slovenskem nogometu, kar se je to zgodilo. So bili tisti stari topoli, ne. Tisto pol vej je bilo že suhih, ne. Ko si tam gor gledal, ko so tam veseli gor, pa na tistih reklamnih panojih za stojiščem, ne, takrat. In tisto je bila tekma prava, ne. Se tisto je pravzaprav nek inicial bil in potem Lige prvakov 99 in vseh teh vrhunskih zadev, ki so se potem zgodile v mariborskem nogometu. Prvo evropsko gostovanje, PSV. Kaj ti naj rečem, recimo, ne, tako kot pri vaš življenju v službi, vedno so razočaranja, ne, ampak preko tega pač greš, ne, ker ljubezen, ko čutiš do kluba, je v bistvu večja kot kiksi, ki se zgodijo, ne, enostavno ne more pokvariti vzdušja v človeku ta ljubezen. Pa dobro, mi smo tada v tem času imali eno zelo izkušeno ekipu, koji smo nakon te prvog poskusa tega leto prej ulaska u Ligu prvakov proti PSV Eindhovenu, kad smo na podaljške u Eindhovenu ispadli od PSV-a, smo čutili da lako naredimo nekaj već.
Dobro, samo prek Lyona smo vseeno šli v Ligo prvakov. Jaz mislim, da takrat nas je nekako večina čutila, da bomo šli preko tega, ne. Brez heca, ne. Mislim, čutili smo, da je to, ne, da se je poklopilo vse, cela kemija, navijači, igralci, mesto, vse skupaj je štimalo, tako da smo neuničljivi, ko se to zgodi, ne. Proti Lyonu, ko smo šli na tekmo, se spomnim, v Francijo, je bilo zelo zanimivo tole, da noben ni bil, kako bi rekel, tiho, noben je bil v strahu. Vsi smo se pogovarjali normalno, sproščena zadeva, vsi komaj čakali, da se tekma začne. In tako smo odigrali in prvo in drugo tekmo, definitivno smo bili na zelo, zelo visokem nivoju, tako izkušeni, tako par igralcev nas je bilo, ki smo že bili malo v tujini, strokovni del, ki je bil tudi že izkušen, strokovno podkovan, imel neke rezultate, tako da skupaj tega vsega smo prišli do tega, da smo presenetili en Lyon. Kad su bila otprta prodajalna mesta za karte, kad smo vidjeli da su ljudi prišli sa dekama cijelu noć da bi tu spavati pred stadionom, da bi prišli do toga komadića papirja, da je stadion prave u to vrijeme mogao primiti, ne vem, 40 ali pa 50.000 ljudi, da bi vjerojatno bilo toliko na tem stadionu, škoda, ker je bilo samo, ne vem, 7, 8 ali pa 10.000 ljudi, koliko već. Energija se čutila, ta pozitivna med mestom, med navijačima, med običnim ljudima koji nisu prihajali na tekme pa su nekaj čutili da se događa nekaj velikega. To se preneslo na nas, mi sami tu tekmu nismo igrali smo skupaj sa cijelim mestom i zato smo uspjeli. Meni je še vedno najljubši naslov prvaka 2001, Bežigrad, Ljubljana. Se spomniš? Aha, Barnabas, ko je dal gol, 1-1 je bilo, sporazumem. Okrog 2000 ljudi nas je šlo v Ljubljano, najbolj masovno gostovanje do takrat, mislim, da slovenske razmere nerealno, ne, za tiste čase, tudi za današnji čas je še vedno nekako nerealno, ne, vseh 2000 ljudi v belih majicah z vijoličnim zmajom, z napisom vijolično od zavisti. Ampak zdaj, če ta gledam, ne, mi je pa nekako 2-3 bolj ostalo spominu, bolj adrenalinsko je bilo, kako bi rekel, vsaj za mene, ne. Odločili smo se takrat, da bomo na Ljubljanski grad dvignili mariborsko zastavo, ne. Šla smo gor, s kleščami odšraufala ta šrauf, ko je bil, potegnila Ljubljansko zastavo dol, pa dvignila mariborsko zastavo gor, tako da nekako potem se jaz dosti bolj spomnim, oziroma mi je to ful ostalo v spominu, ne. Zdaj sem bil pred par tedni, sem bil v Moldaviji, ne. Seveda to, taki kot smo mi ljudje, najprej so potegnili ven, da sem jaz enkrat zgubil proti Zimbru, ne, v Kišinjovu. Neatraktivna zbrotnik, poraz, mislim, nimaš se kaj spomniti, ne. Škoda, da si me spomnil. Ta Maribor je tudi specifičen potem, ne, da ko so pa porazi, ne, ko so pa tisti težki porazi, takrat pa ni bilo ravno lahko, ne, v mestu živeti. Takrat pa ni bilo vse poslušati mariborsko folkloro, besedno mariborsko folkloro, ne, ampak vse smo preživeli, hvala Bogu, ne. Se mesto poistoveti z klubom, poistoveti se z rezultati. Ker ko Maribor zmaga, so v Mariboru vsi dobre volje, ko Maribor zgubi, so v Mariboru vsi slabe volje. Tak je. Včasih v enih tekmah bolj, v enih tekmah manj, kar se pa tiče evropskih tekme, je pa to ekstra. In Maribor diktira vzdušje v mestu, Maribor diktira klub, seveda razpoloženje, tako da tega se mora zavedati in iz tega stališča je odgovornost zelo, zelo velika. Niso pa vsi porazi taki, da bi jih človek pozabil, ne? Recimo Palermo 2010. Palermo 2010, ja, čist drugačen poraz, recimo, okej, atraktiven nasprotnik, zaradi tega, ne, se je pokazalo
da se lahko Maribor združi zaradi nogometne igre, kompletno mesto bo združeno. Kljub porazu smo vsi ostali pozitivni, ne vem, začutilo se je, da je to, da smo na pravi poti, da nas čaka svetla prihodnost. Ta ponos, takrat smo igrali proti Palermo, to je bilo največ energija, motivacija, adrenalina. Jaz sem čutil ta toplotna energija od navijače. Škoda nismo šli naprej, ampak takrat je bilo en med najboljši moment moje kariere. Ampak ja, uspelo nam je zgodbo nekako pripeljati v neke višave, ki tudi niso normalne, ne samo za mariborski prostor, ampak tudi za slovenski prostor, glede na to, s čim ta družba razpolaga. Težko bi definiral, ker je toliko lepih trenutkov, ki jih lahko doživi igralec v Mariboru, kot so 2 lige prvakov, Europa Lig. No, če že moram izpostaviti eno tekmo, bom rekel, da bom Berševo izpostavil. Najbolj pomembno je, da smo vrnili samozavest ljudem in upanje ljudem v tem mestu in okolici. Mislim, da ljudje se nikoli bolj pomembne še niso počutili kot teh 5, 6, 7, 10 let, ki smo igrali v Evropi. Pomembnost, se pravi, mi tudi lahko, mi smo Maribor, ne bomo zgubili, bomo zmagali, mi smo Štajerci, mi smo Mariborčani, ta samozavest je bila povrnjena. Za mene, moj gol proti Celtic, za mene je bilo največ in najboljši moment v svojo kariero in seveda za mene zelo posebno trenutek. Mislim, da noben slovenski klub še ni prišel tako daleč, Maribor pa vseeno 3-krat. Seveda, mi smo pa se s tem razvadili in tu bi kar pritrdil Zlatko Zahoviču iz zadnjih let, ki je rekel, da to zavezuje. To vendarle zavezuje, ne moramo več biti manjši klub, če smo nekoč igrali enakopravno z evropskimi klubi. Ti rezultati niso samo mariborski, so slovenski. In definitivno, da je Maribor s tem tudi pokazal, da je in bo vedno največja športna inštitucija v Sloveniji. Maj Laza je dober človek. Niso navijači taki, kot nas hočejo eni predstaviti. Radi imamo fuzbal. Ko pa imaš nekaj ali nekoga tak fejst rad, tu ni polovičarstva. So čustva in včasih gre vse skupaj preko meje. Ko se približuje čas tekme, se v meni nekaj spremeni. V telesu čutim bubne. Včeraj spet nisem mogel zaspati. Meni vse vre. Od nemira mi razbija v glavi. Nekaj me dviga, vleče me naprej.
Meni se rojeva veselje, moje roke so potne, srce mi glasno razbija. Danes bom težko kaj pojedel. Ni več razum tisti, ki odloča. Moj korak vodi srce. In nisem sam. Na take dni nikoli nisem sam. Čutim energijo, ki se razliva čez mesto. Poznam jo že od rojstva. Spet se priklopim na njo in skozi mene steče. Ko elektrika. Počutim se, kot da bi vse ceste bile moje. Vem, da so moje. In dobro mi je znana pot, po kateri hodim že od otroštva. In ljudi, ki jih srečujem. Tudi če strah pride, zdaj ni poti nazaj. Ni spuščanja glave. Celi teden čakamo, da se prebudi ta strast, ki teče skozi nas, okoli nas, nas povezuje, nas združuje. Ljubezen je tak močna. Tista je, ki bo ostala. Zavedno. To je naš Maribor in cela Štajerska bo vedno z nami. Vsak od nas ve, da ga čaka točno določeno mesto, kjer bo stal in podpiral tisto naše najljubše. Glasno, strastno, močno, ponosno. Postajamo še močnejši. Duša se nam žiga. Tu so stare poti, tu je naša družba. Zavedno, mi skupaj eno smo. Evo, srce mojega mesta. Tu se vse dogaja. Gremo gor. Ko je dan tekme, že od jutra razmišljam samo o tem. Tudi če bi hotel vmes malo pozabiti, mi to ne gre iz glave. Zato komaj čakam trenutek, dobri 2 uri pred tekmo, ko se odpravim na stadion. In ko stopim skozi vrata, si na nek način oddahnem. Zdaj sem tu, zdaj se bo začelo dogajati. Ljudski vrt kot tempelj. Vse ljudski vrt ni stadion, nikoli ni bil samo stadion. To kot da si šel v cerkev. Sedijo še tisti, ki so za nas navijali. Na istih sedežih, v istem prostoru. Definitivno me je prevzel ljudski vrt. To je ena izmed začetnih in enih točk, ki se je najbolj
vtisnila v moj, kako bi rekel, memorijo, spomin in ki mi bo ostala nekako do konca življenja. Ne? Tako kot je za nekatere ona arena v Münchnu ali pa štadion Bernabeu je za slovenske razmere, ima Maribor tak ljudski vrt. Če malo pomislim, je ta kabina točno na istem mestu, kot je imel moj foter plac na starem stadionu. Jaz se spomnim, da sem po glavi dobival pepel in pivo, tekme nisem videl. Zdaj z tega mesta vidim vse, ampak občutek je isti. Neka nervoznost definitivno je prisotna, ne? Ampak to je, bom rekel, taka pozitivna nervoza, ne? Se pravi, da čutiš neko odgovornost. Ne? In ta priprava na tekmo je bolj koncentracija, zbranost, nekako nabiraš energijo v sebi, da jo boš lahko na igrišču usmeril v pravo smer, da boš, ne, da nekako se čutil bolj odgovornega, ne samo do soigralca svojega, do kluba in na koncu tudi do navijačev. Ne, in Se pravi, ko si stopil na igrišče, je v sebi si vedno imel tremo in pa potem, čim so prve udarci bili z žogo, je ta del odpadal in potem se je to nadaljevalo na igrišču. Vedno si želel biti najboljši. Maribor ima nekaj več. Težko opisati, ampak jaz se spomnim takrat, ko reprezentanca je igrala svetovno prvenstvo. Jaz sem bil na tekmo proti Rusiji tu, ampak to je to. Maribor ima ta duh tekmovanja, ta ljubezen za nogomet in vse v življenju, ne samo pri športu. Ko mi imamo ljubezen, ko mi dajemo vse od sebe, potem se zgodi nekaj več. Ko se zavedaš v enem momentu v tisti slačilnici spodaj, ko greš ven, ko to eksplodira. Ne? Ko je Maribor stane, ne, to je nekaj drugega. Ne. Mislim, to je... Inicial je vedno bil nekje tisti desni ek stare tribune, ne, tam se je najprej začelo, dokler niso potem viole na jugu začele. Ne. In vsi največji svetovni stadion, 70.000 na svetovnem prvenstvu, pa to ne more zamenjati te atmosfere ljudskega vrta. Ne. Tu pa smo drugačni. Ne. Tu smo pa Mariborčani. Ne. Maribor se vidi da ljudima je nogomet, ne vse, ali dosta toga u življenju, da im nogometni klub, rezultati tega nogometnega kluba dosti pomenijo, vplivaju na njihovo življenje. Kadar ljudje izražajo svoja čustva, ali so ta v trenutnem stanju pozitivno ali negativno, pomeni, da jim ta klub oziroma nogomet, klub in vse ostalo ogromno pomeni. Tu seveda celotna družba lahko ima marsikaj od tega in ja, mesto Maribor je prepoznavno po NK Maribor. Včasih sem bil za klub pripravljen narediti čisto vse. Ko odrasteš, vidiš, da so še druge stvari, ampak ljubezen ostane.
Zato je nogomet tako pomemben. Ker prekrije vso tisto sranje, ki se je nabralo čez teden. Pride vikend, pride tekma, pozabiš, zaživiš. Ni to malo. Nogomet je nekaj več. Mi v Mariboru bi rekli, fuzbal je kot življenje. Jeza, strah, veselje, razočaranje, presenečenje. Včasih je zraven tudi sovraštvo. Ampak vedno je nad vsem ljubezen. Lažje je živeti, če lahko nekje sproščaš vsa ta čustva. Boljši si doma, v službi. Pa kaj bom tebi govoril? Malo kdo je za fuzbal naredil več. Nogomet zame je življenje. In NK Maribor je način življenja. Vijolična barva je način življenja. Eno veliko zadovoljstvo in pa težo obleči dres NK Maribora. Čim si stopil na igrišče, to je drugi človek si postal. Ko kolegom v tujini pripovedujem o NK Mariboru in o velikih uspehih in predvsem s kakšnimi sredstvi je NK Maribor dosegel to, kar je, mi pravzaprav ne morejo verjeti. Povem jim, da očitno ne gre za denar, ker je proračun Maribora bil tudi do 100-krat nižji kot drugih klubov, ki so sodelovali v istem tekmovanju. Pač pa gre za strast, gre za to, da ljudje, ki delajo in so delali v NK Mariboru, enostavno vejo, kako se tem stvarem streže. In za mene je NK Maribor zagotovo ponos Slovenije.
Dobrodošli v kraj, kjer se drži obljuba, kjer je moja čast znotraj enega kluba, kjer sta v ospredju borba in ponos pred slavo. Stranjege posota tuše, gor držimo glavo, drža je pokončna in vsi smo na misiji. Vse to kljub ustavljeni industriji, z dediščino tu živi se, ne samo tekmuje. Mesto je tranzitno, pa na poštni se praznuje, ne zatiska se oči dol, nič ne gre tu mimo. Veliki briljantni valček, tukaj se učimo in kot cela nacija nas hoče pelat ven iz teme. Zgodovina nam je inspiracija, ne pa breme. Medalje od Katje, Filipa, Roka, same številke, večne lokalne budilke, dvakrat zlato od Ilke. Ljudstvo v vseh kotih, temne ulice po noči, če srce je tukaj, nič od tega te ne loče. In ko mesto kliče, stopimo skup vedno vsi. Zgodba majstra je v nas, zato smo vedno v prednosti. Fulje večnih starih for, ki smo jih dali gor, tu smo pa zabijamo kot Filipovič. Dalibor, ko me vprašaš, če menjam, veš, da ne bi, grem stran. Nosim te v sebi in če prijem kam sam, nikoli te ne pozabim in ko prijem kam drugam, vedno te predstavim. Ko me vprašaš, če menjam, veš, da ne bi, grem stran. Nosim te v sebi in če prijem kam sam, nikoli te ne pozabim in ko prijem kam drugam, vedno te predstavim. Od Tildosa, Rokaja, KGB-ja, ki so storigi, eni se že od nekdaj zbirajo v Astorigi. Borba mesta, naša borba, nikoli ni osamljena. Afera Vorlo z novim klubom hitro je pozabljena. Pregnali gospodarje, ki so imeli nas za sužnje. Ko obesimo zastave spet, dobimo se pri kužnem. Najprej daš to dušo, pol dobiš parento, poleti mesto diha, pa ga čilamo na lentu. Na Slomško bajte stare, na Gosposki prenovljene, a mesto smo ljudje, ne pa stavbe zapuščene. Levi in desni tu delajo skupaj osnove, ne verjameš, zakaj te misliš, da imamo vse mostove. Vsaki dan na piramidi, na Kalvariji že kot mali. Pohor je, da nas zmatra, daj nas se šali in ne boj se, čuj, ker nisi nič bolj bogi. Če si že pol lajfa tu, pa nisi bil v sinagogi. Pirati s Karibov, mogoče so pijani, ga spili v stari trti, bi jih mariborski otačani. Gremo ven iz teh mentalitet, ker tu je tudi folk pripravljen za mesto umret. Ko me vprašaš, če menjam, veš, da ne bi, grem stran. Nosim te v sebi in če prijem kam sam, nikoli te ne pozabim in ko prijem kam drugam, vedno te predstavim. Ko me vprašaš, če menjam, veš, da ne bi, grem stran. Nosim te v sebi in če prijem kam sam, nikoli te ne pozabim in ko prijem kam drugam, vedno te predstavim. Niso nas utišali, ko sile so bile glasne, ko je Eisen ponostavil, vse vijolice so zrasle. Mimo najhuje, zdaj fino se rešuje, folk je zbujen, zgodovino nadaljuje. Vidijo nas od Radvanja pa do Magdalene, od Studenco do Malečnika, plakate gor na stene. Padajo tekmeci, ko da se jih strela izstopa, ko bomo veliki, nas bo videla cela Evropa. Maribor, Maribor, nič več ne sameva. Maribor, Maribor, vedno bolj odmeva. Prosen, Krajnc, Horjak, Binkovski, Žurman, Kek, Turčik in Poznič, vsi so gledali klito, enako barva blage prava. Cela bivša Juga danes ve, kdo je tava. Čustva na igrišču, drugače pa so trdi. Imena za ljudi so, samo grb je vedno prvi. Ena kri, en si videl, ki sploh take počene vene delajo tukaj. Vijolične mlake, vijolične so solze, kriki, glasovi od tebe. Vijoličen, če si od drugot, pa puščaš tukaj sebe. Če puščaš tukaj sebe.